V petek in soboto se bo v športnem parku v Beltincih odvila ena odmevnejših poletnih prireditev v Prekmurju. Zaključni turnir Labda Liga 2017. Tukaj v studiu prav lepo pozdravljam Andreja Tota, ki nam bo povedal več o samem dogodku. Lepo pozdravljeni. Živijo. Torej, približuje se finalni turnir v odbojki na mivki. Koliko ekip se bo pomerilo, odkot prihajajo? Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo v studiu in pa ja, Labda Liga, 5. leto zapored, letos ena mala obletnica. Kar se tiče ekip, prihajajo z, tako bom povedal, na hitro, z severovzhodnega dela Slovenije, več ali manj. V začetku, se pravi 5. leto zapored, vse skupaj organiziramo. Začeli smo povprečno z bolj rekreativnimi ekipami, z 6, 7, 8 ekipami. Zdaj trenutno letos pa imamo 15 ekip v moški konkurenci, je začelo tekmovanje in pa 10 v ženski. Z začetkom junija, 2 meseca tekmujejo, se borijo za najboljša mesta in 8 najboljših ekip je dejansko prišlo na ta dvodnevni finalni turnir, kjer pa mislim, da bojo pokazali pravu igro na odbojki na mivki. Zdaj pa glede ekip, če ti lahko kar razložim, prihajajo, tako sem povedal, z bližnje okolice, daljne okolice, vsi več ali manj rekreativni igralci, bivši ali pa sedajšnji odbojke. Med 8 ekip teh najboljših lahko mogoče izpostavimo ekipo ŠD Izifo Pomurje, kjer tekmujeta Miha Žalik in pa Mitja Pečnik. Miha Žalik je recimo trener v odbojkarskem klubu Panvita Pomurje, Mitja Pečnik igralec v istem klubu, potem imamo Urbana Drvariča, ki se letos seli kot odbojkar v, mislim, da Hoče, in pa Uroš Pavlović, ki bo pa letos prešel v državnim prvakom ACH-ju. To je pri moških ekipah, ziher še med temi vsemi še več odmevnejših imen pa tako naprej, ampak vse da ne izpostavljamo. Pri ženskih pa imamo recimo ekipo Ano Babič pa Katjo Saje, prihajate z odbojkarskega kluba Murska Sobota, sestri Ivo in pa Ana Škraban, ena aktivna igralka pri Žog Pucnovcih, ena sestra že vzemimo upokojena, in pa mladi, recimo Tjaša Malog, Dona Vinković. Dona Vinković prihaja z Žog Pucnovcev in pa Tjaša Malog z Žog Murske Sobote. In pa zopet bi lahko našteval še več teh igralk, ampak za to ligo smo dejansko želeli spostaviti poletje eno dogajanje, ki bo trajalo čez celo poletje, da se pravi, da ne organiziramo turnirja 2, 3, ker turnirjev je vsako leto več in nekako teže se je prebiti skozi to sito, da dobiš ekipe. Dosti je rekreativnih turnirjev in nekako nismo želeli kot beach center dosti tudi si krasti igralcev, igralk z teh turnirjev, tako da smo naredili pred 5 letami čisto svojo ligo zanimivo in letos je dejansko tisto 5. leto nam je pokazalo, da smo prišli do pravih dvobojev v 2 mesecih, če bi kdo pač prišel pogledati kakšno od tekem, ki se pa igrajo vse na Labda Beach centru v Beltincih, zaradi vseh rezultatov pa tako naprej, da se pač rezultati ne prirejajo, da se vse tam zgodi. Se pravi, 8 najboljših ekip, videli smo odlične igre v pretekmovanju, tako da na turnirju nas ziher čaka totalni boj za vse skupaj. Za stopničke. Za stopničke, ja. Tako, kdaj se pa turnir začenja? Turnir bomo začeli v petek popoldan, namen je bil to ob 2, ampak zaradi tega vročinskega vala pa vsega skupaj bomo prestavili na 4. uro, se pravi tam nekje ob 4, pa igramo do finala repasažev, se pravi do polfinalnih dvobojev. Turnir bomo pa nadaljevali potem z polfinali moških in ženskih ekip na drugi dan, najverjetneje podobno tako v petek, tam nekje od 2., 3., 4. ure, odvisno kako se bomo zmenili, odvisno tudi kako bomo videli po prvem dnevu, kak je igralkam in igralcem na igrišču. Imamo reflektorje, tako da se bo tudi prireditev možno, da se bo zavlekla tudi v noč, ampak boljše, da damo kakšno tekmo bolj v manj sončno obdobje, da se igralci lahko regenerirajo pa tako naprej. Vseeno pa lahko povem, da sence v Beltinskem športnem parku je kar dovolj, tako da ne bomo glih na čistem soncu dogajali. Pod žgočim soncem, da bo se torej. Torej, koliko tekmovalcev oziroma tekem je za tekmovalci?
vseh tekem? Ja, vseh tekem, tako sem povedal, 15 ekip moških se je začelo v tej ligi tekmovati. Se pravi, če bi vse skupaj izračunali, na 15 ekip je okrog 105 tekem ali nekaj pri moški konkurenci in okrog pri 10 ekipah je nekaj pride 45-50 tekem pri ženski konkurenci, tako da če dava vse skupaj okrog 150 tekem cirka se je odigralo v roku 2 mesecev. To je kar zavidljivo število tekem. Moramo pa povedati, da na Lambda Beach centru si vsak obiskovalec lahko zastonj rezervira igrišče, pogoje, se pravi rezervacija vnaprej. Tako da zraven vseh teh tekem, ki sem jih omenil za Lambda ligo, si tudi ostali, ki si želijo pač igrati odbojko na mivki in so si rezervirali, se pravi, še mnogo teh drugih rekreativnih dvobojev oziroma igranj, tako da Lambda Beach center z 2 igrišči, ki jih upravljamo v Beltinskem športnem parku, je kar dobro bilo letos zasedeno. Lahko poveva, da ste zadovoljni z lanskim obiskom na turnirju? Z lanskim obiskom in tudi vseh obiskih do zdaj. Nekako nam je želja, da v Pomurju, pač, ko smo začeli celotno zadevo peljati, nam je bilo nekako pretežko si začrtati pot, da začnemo z državnim prvenstvom ali nekaj podobnega, ker vsekakor je strošek bil za nas prevelik, se pravi vložek prevelik in smo začeli z lastno znamko Lambda lige nekako in smo počasi v teh 5 letih pripeljali do tega, kar imamo sedaj. Zato bi povabil, da pač vsi, ki imajo radi odbojko na mivki in pa druženje, poletno druženje, da se pač tega udeležijo, da si pogledajo te dvoboje. Kar se pa tiče obiska, pa moram tako povedati, vsakič več ljudi pride, ker adrenalin in sproščeno dogajanje, sama mivka, že samo po mivki hodimo bosi, tako da že zaradi tega smo dosti bolj sproščeni oziroma plaža nam daje nekaj več sproščenosti kot pa zategnjenosti, tako da zaradi tega tudi nekako vztrajamo pri tem kot društvo, v društvu Lambda, da se pač zavzemamo čez poletje, da je možnost, da imajo ljudje možnost, da pač nekako pridejo za tisto urco, 2 malo sprostiti, dajo glavo na off, odšpilajo, recimo se nekaj malo spotijo, se stuširajo s hladno vodo, se podružijo v senci in tako naprej. To je v bistvu namen tega prostora, zato smo tudi ustvarili društvo, s katerim skrbimo za ta prostor v sodelovanju z občino Beltinci. Tako da na nek način v 5 letih lahko rečem, da smo konkretno se pravi in z Lambda ligo in samim prostorom naredili za naše razmere in za naš budžet kar veliko stvar. Upam pa, še enkrat bi se pa zahvalil vsem igralcem Lambda lige do sedaj, vsi, ki so sodelovali, ker so dejansko oni tisti pravi kreatorji te lige in pa vsem, ki so sponzorji in vsem, ki so zraven dejansko, da spremljajo to zadevo in pa upamo, da gremo še za naslednjih 5 let naprej. Tako se govori. Andrej, zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in srečno. Hvala tudi vam za povabilo in pa vabljeni v ta vikend v Beltince. Hvala. Nasvidenje.